Triglav, gora nad gorami. Le kdo ne bi vzljubil te lepote? Odsev večne lepote v jutranji zari, zahajajočem soncu. In kako ne bi iz leta v leto znova in znova vabil nas, da se vrnemo v ta raj, da z nami še bolj zaživi. Prehoditi pot opomina in spomina je res domoljubno dejanje in jaz lahko samo čestitam tem pohodnikom oziroma tistim, ki se bodo mogoče še temu pohodu pridružili ali pa tisti, ki so na temu pohodu do sedaj sodelovali. V osrčju Julijskih Alp naš očak Triglav. Ko dosežemo vrh Triglava, se nam odpre čaroben pogled, ki seže vse do morja, preko Dolomitov, visokih Tur do Karavank, Kamniško-Savinjskih Alp, Pohorja, skoraj preko cele Slovenije. Na gori je moj dom, kjer ja živela bom. Težko mi je srce, težko mi je srce, le pridi na moj dom. Poljub ti dala bom, da boš še drugi dan še bolj zaspan. V tej skupini pohodnikov iz Nanosa na Triglav, tle so otroci oziroma potomci partizanov, tukaj so tudi udeleženci osamosvojitvene vojne 91. leta. In moram povedati, da je meni kot predsedniku Združenja borcev za vrednote in obe Ajdovščina Vipava v veliko veselje in sem tudi ponosen na to, da je tudi naša organizacija že od samega začetka teh pohodov, da sodeluje s to skupino, ki, bom rekel, drži približno enako število udeležencev, včasih kakšen več, včasih kakšen manj, vendar pa vsi iz golega domoljubja. Tle pravi, da je tako visoko, tudi se nobena politika se ne zganja, ampak je to skrb za človeka, za naravo in za tradicije in za vrednote. Stala Primorska, si v novo življenje, dvignjeno glavo, korakaj nov čas. Triglava se pravzaprav razveseli človek iz vsakega konca Slovenije, pa ne glede, po kateri dolini prihaja. Triglav je nekakšen kristal. Nas se pritegne neverjetne kozmične sile. Ko se te sile pretakajo v zemljo, se prelevijo v življenjsko silo, katera pa na določenih mestih izvira. To so posebni izviri, ki so prepojeni z zdravilno močjo, življenjsko silo, s posebno lepoto. V tej priliki res se moramo zahvaliti Slovenski vojski, da nam nudi pomoč. Verjetno sami pohodniki doživijo tudi en občutek, ko se dobimo na določeni točki in jih z lepo besedo sprejmeš. Danes smo tudi videli, kakšen napor je, ko smo ga videli iz zraka. Dejansko jaz jih pričakam zmeraj na eni ključni točki, kjer jih oskrbim, se pravi v vozilu imajo nahrbtnike, preblečejo se, popijejo en kozarec osvežujoče pijače, se malo pomenimo in grejo naprej in tako dosti lažje premagajo te vzpone in obremenitve, ki jih imajo na tem pohodu. Današnjega dne ne bi bilo,
če ne bi bilo članov partizanske družine Vodopivec iz Žapuš pri Ajdovščini. Člani družine Vodopivec se pohoda po poteh partizanskih patrulj z Pokljuke na Triglav udeležuje že od leta 1992. Dejansko danes smo s tem preletom v 3/4 ure opravili, drugači pa opravljajo ta pohod kar 5 dni v različnih vremenskih pogojih in še kako prav jim pride topla beseda, ko jih počakam na danih točkah, kot smo zmenjeni, da jih logistično oskrbim, da si zamenjajo suho majico ali pa tudi, da jih počakam, preden jih nevihta ulovi, da si ogrnejo tisto, kar je najnujno potrebnejše, anorak ali pa kar imajo pri sebi. Imamo najstarejšega pohodnika in tudi člana prvega pohoda, kako je bilo na prvem pohodu in morda primerjava, kako je danes. Glejte, to je že precej let nazaj, ko se je odvijal ta prvi spominski pohod še v času bivše Jugoslavije, ko so slovenski borci se srečali na Triglavu in ustanovili, mislim, dejansko postavili ta pohod. To je bil spomin na tisto prvo partizansko patruljo, ki se je povzpela na vrh Triglava in povedala, čigav je. To je bilo v tistih težkih časih, ko je bila cela Evropa pod nacističnim škornjem, vendar tile junaki so si to upali in so to napravili. Prepričan sem, da je to pravi kraj in pravo mesto in pravi čas, da povemo, kdo smo in kaj smo. In zato nas ni bilo sram niti v Evropo vstopiti, niti nas ne bo sram česarkoli, kar nam bo zgodovina naložila. Kajti do zdaj smo Slovenci svojo bit vedno opravičili. Tako je boljše. V ozadju vsega tega je pomembno, da je zgodovina slovenskega naroda, našega preprostega življenja, trdno povezana z naravo. Zato v zavesti našega naroda ni močnejšega simbola, kot je Triglav. Simbol slovenskega naroda, trdo povezan z zgodovinskimi dejanji. Svojo mogočnostjo nas spominja in opominja, obenem zavezuje, da moramo skupaj vso svojo moč posvetiti prihodnosti. Triglav je bil in bo ostal vira v svetlo prihodnost nas in naših mlajših rodov. Ljubitelji domovine, skupaj smo se zbrali na našemu očaku, časti izkazali. Slovenijo, radostno in pošteno.
prav ta mogočnost, vera v prihodnost, nam, pohodnikom Nanos Triglav, daje moč, pogum. Iz kraja v kraj, od Nanosa do Triglava sporočamo mladim, da sreča, ljubezen do domovine, sočloveka, strpnost, niso le sanje, so realnost, le živeti mora z njimi.